Ljubica. Me vohaš. Daj v telefon. Lepotica. Lejte, kaj je s menoj naredila? Lejte, plula mi je v glavo. Baraba grda. No, pol sva 20 minut se s to gospo pogovarjala. Mamečkam sem pa dobil občutek, da sem imel šanse pri njej. No, sem mi tudi rekel, če bi se malo za kamero posnela, da jaz pač povem, da mi je ona zrihtala vulkanizerja, pa ni hotla, čeprav je bila luštna, simpatična ženska. Lejte, sem najdel problem. Lejte, tle sem nekaj pobral, en šrauf ali ne vem kaj. Tako da ne gre v 3PM. Rogati! Sreča ni na moji strani, evo, zadnja leva guma mi pušča. Pa veste, da sem tu pomislil, da se lahko naredi tu, ko se po Makedamu vozim. Sicer pušča zelo počas, ampak v 5 minutah pade za telih 5 atmosfer ali kaj. Zdaj moram pa tlenega vulkanizerja najdeti, če bo kje. Noro se meni to dogaja, to je za znort. Evo, zdaj sem tle na črpalki, da napumpam, ampak lejte, sem najdel problem. Lejte, tle sem nekaj pobral, en šrauf ali ne vem kaj. Tako da ne gre v 3PM. Sranje. Evo, prišel do vulkanizerja, se že popravlja. Top. Ko že ti mene čakaš? A mene čakaš, a? Ljudje, zdaj sem pa prišel na en lep kraj. Lejte, tukaj imajo medveda, zato sem prišel. Zdaj imajo tudi lepo kužiko, imajo tamle mucke. Evo, tamle en mucek, pa tam sta dva mlada. Zdaj morda medved je pa tlele dol. Bo, ja. Zabranjeno, zmenjavanje, ja. Lega, Maša je tu. Maša, Lejo jo vidite. Kakšna lepotica. Wow, noro dober. Tu se drugač da pogledati, menda če je razpoložena. Glih ušla je, zanimivo. A je pa tu zdaj ena zadeva, kjer sem slišal, da imajo volka. Volkac? Volkac, si ti volk? Res nisi volka. Ti si samo en prijazen kuža. Pa gledaš, aha, medved gre k tep. A, lejte, medvedka gre tamle dol. Volkac! Volkac! Noro. Noro to. Ljudje, to je noro. Dva medveda imajo. To mi jutri šel pogledat. Noro. Dragi gledalci, zdaj sem pa prišel na nov kraj in lejte, tole je za jest. Lejte, kdo je pa tukaj. Lejte, kakšne dve. Lejte, kako sta lepa. No, tukaj boste še veliko zanimivega videli jutri. Kuža, kje si ti kuža? Lepotec. Tukaj imajo drugač medvede, sem jih tamle že videl dol, na deleč. Tu je en pač tak, ne vem, kako bi rekel, park, naselje. Fantastično, no, fantastično. Jaz bom tudi tukaj prespal. Tudi tukaj bom prespal, sicer menda 2 kilometra stran, ker imajo tudi namestitve. Tako da, tole, lejte, kakšen fini lokal. Fino tam za jaz, lejte, Mucek gre za menoj. Kaj je, Micko? Kje si ti, Micek? Tako da, ja, lejte, tole bo še ena zanimiva zadeva, ki bo vsekakor za pogledat. Evo, vsi so prišli do mene, kaj jem. Kuža. Pa tale revaš, temu sem pa dal, ker se mi zdi
štartniki, kako najbolj bogi. Kam je baraba prišla? Barabin si ti, veš? Ne, moraš dol. Moraš dol. Vidite tega barabina? Vidite, ta bi mi kar vzel. Mičko. No, zdaj sem pa prispel na promčišče, lejte, tle imajo jelenčke. Lepo gledati. No, promčišče pa takole vam ga bom pokazal. Ni glih čist tako, kot sem si predstavljal, oziroma niti nisem si nič predstavljal, ker nisem videl slik. Jaz sem tu niso na bookingu in lejte, zdaj zmeraj govorim, najboljše rezervirati prek bookinga. Lejte, tudi danes sem vedel, da je to najboljše rezervirati preko bookinga. No, to je zdaj kuhna, ki jaz nič ne rabim, razen pogledal bom, če hladilnik je. Menda je. Tale bi lahko bil ni. Evo je, hvala Bogu, tako da vam dam pohladiti črn radler. Veci kopalnica. Lejte, spim pa gor. Tako je, ne. Proti onmu včeraj ni primerjave, ne. Lejte, ena taka skupna spalnica, bi rekel. Ampak gledajte, spet je čist dober. Pa v naravi, pa če eno poslo zberem, kjer hočem. In to je to. Čisto okej bo, ljudi. Nič se ne pritožujem. Kje si? Kje si, lepotane? Kje si, lepotanko? Kje si, lepotanko? Ti se me nič ne bojiš. Ja, lejga. Lejga, lepotanko ta. Lejga. Lejga, lepotanko ta. Pa će one prići. Dođi! Znači, samo jelen koji ti sam dolazi do ruke. Aha, to je u redu. A ako pokušavaš prići jelenu da ga maziš, neš ostvariti ništa. Oni su jako pitomi, ali su na oprezu. Gdje su moje cure? Rogati! Dođi! Gdje je moj ljepota? Malo je mu čutno da ga zovem u ovo vrijeme. Dođi! Rogati! Rogati! Dođi! Da i varom. Dobro jutro. Ljudje, tole je neverjetno. Neverjetno. Človek mi je pustil, da se sprehodim tle med tem jeleni. In eni kar pridejo do vas, eni so bolj korajžni, eni manj. Tako da grem jaz zdajle tole okoli pogledat. Naročil mi je, da ne smem jih preganjati, ne? Da jelen bo do tebe prišel, bo pa bežal pred teboj, če šel ti proti njemu. Tako da ga moraš počakati, da on pride k tebi. Pa tam ima potem še neke prašiče, pa to. V glavnem, tole bo zelo zanimivo za pogledati. Tako da, glejte naprej. A ja, pa še prej, da vam povem, ker nisem včeraj posnel nič, kako se je rešilo tisto, ki mi je guma počla. Ne počla, ker sem dobil tisti šrauf, sem dotar dobil v gumo. Ja, tam je bil vulkanizer in sem šel zraven je bil pa lokal, sem šel kelnarja vprašati, če ve, kje je ta vulkanizer, če ima številko, je rekel, bom tu kuharico vprašal. In je šel not v kuhno in pride ena prijazna gospa, stara je bila
47 let. In ga je takoj poklicala, se zmenila, verjamem, da je tudi ona mu zadevo tako predstavila, da je bil pripravljen priti. No, pol sva 20 minut se s to gospo pogovarjala. Majčkeno sem pa dobil občutek, da sem imel šanse pri njej. No, sem ji tudi rekel, če bi se malo za kamero posnela, da jaz pač povem, da mi je ona zrihtala vulkanizerja, pa ni hotela, čeprav je bila luštna, simpatična ženska. No, pol je vulkanizer prišel, mi je to na hiter naredil, računal mi je 20 mark, kar je 10 evrov, kar je seveda pocen, človek je mogel le od nekje priti, pa to je bilo izven delovnega časa, pa tako naprej, tako da dal sem mu 30 mark, se pravi 15 evrov. Hvala Bogu, da me je rešil, saj če ne bi prišel, sploh ne vem, kaj bi naredil. Tako da, lejte, to je tudi na Balkanu, to da so ljudje res neverjetni. No, sem pa neverjeten tudi jaz, ne. Imam tak smotan avto, da nima rezervne gume, nimam pa tudi unga kompleta. Ampak tisti komplet tudi ni vse skupaj nič. Ti se kao, da prideš do vulkanizerja. Sem kaj pa, če se ti tu naredi tako, kot se je meni v soboto popoldne. Ne, vulkanizerji ne delajo niti soboto, niti pol v nedeljo, ko bom do ponedeljka ga čakal, mislim. Avto brez rezervne gume, to je žalostno. Zdaj prav zanima, ko bom Teslo nabavil, če ima rezervno gumo ali nima rezervne gume. Samo s Teslo se ne bom po takih cestah vozil, tako da ne bo tu tukšen problem. Nič, zdaj pa pojmo te lepoce pogledati. Poglejte, kako ima je tukaj lepo. Mislim, meni je tole všeč. Je pa zdaj te jeleni, ki ni več tega majstra, ker on je mogel nekam iti. So kar, niso tako, bom rekel, korajžni, ki so bili prej. K njemu so kar prišli, on jih je poklical, pa so prileteli, ne. K pes. Saj ste videli prej v videu, neverjetno. Evo, tukaj ima človek še čebele. Mislim, jaz sem navdušen. Vidite, tle v enih hribih, ne, kaj vse lahko imaš. Noro, narava pa čudovita, zrak super, ne moreš verjeti. Ni šlo tole tako, kakor sem si zamišljal. Prej, ko ste videli tiste posnetke, je ta gospod tukaj bil in so prišli do njega, ki jih je poklical, ne. Zdaj je pa on šel nekam, sem pa jaz tle sam. In mene se te jeleni bojijo in nisem do nobenega blizu prišel, bližje kot 20 metrov. Tako da zdaj sem se pa odločil, gospod bo čez 1 uro nazaj prišel, ga nisem mislil čakati, ampak ga bom, zato da posnamem tega jelena z ogromnimi rogovi. Ker ga bom pol prosil, da ga pokliče, se ga je že prej klical, rogati je upal, ampak zgleda ni mu cajt prideti, sem ga pa videl na 20 metrov. Tako da bom ga pol prosil, če ga lahko nekako prideva do njega, da ga posnamem. Ta čas bom pa jaz tlele sedel, pa bom en črni radlerček spil, lepo užival v tem finem zraku. In lejte, ki sem ga tamle prej že snemal, je zdajle tamle, lejte, za menoj. Ne vem, čakajte, kako ga bomo videli. Ste ga videli? In me zdaj čelu gleda. Lejte ga. Mogoče bo pa videl, če je tu ta fora, da moraš pustiti, da sami do tebe pridejo, bo pa mogoče videl, pa bo prišel do mene, ne. Tle bom lepo, ni problema, sedel. Drugače pa, ste kaj tle problem, ker interneta ni. Boste rekli, ne zdržiš nič brez interneta. Ne, da ne zdržim brez interneta, moram tudi pogledati,
še en dan imam tle v Bosni, ne, še nekje bom prespal, pa niti ne vem kje, pa zelo ta cajt, ko čakam mojstra, ne, malo tu raziskal, prej sem sicer knjigo bral, tle bi zdaj pa malo pogledal, lejte, drugače pa kure, lejte, kakšen petelen, lejte, direkt hmen gre, v telih kur, verjemte, da so jajca čist drugačna, kot one kupljene. Te jajca so vredne mnogo več, če mene vprašaš. Lejte, Petelinček, pridi, Petelinček, kam greš? Car. Ja, dođi! Ja ću moje dodati, evo ide ovaj. On vam neće prići, njega može samo snimiti. Rogati. A hoće, to je Bela, ima onaj drugi. Kakšen lepotec. Kakšen lepotec. Nor, lepotec, pridi k meni. Pridi k meni. Neverjetno. Vidite. A lejte, to je pa zdaj ta velik rogati. Lejte, človek je sam zaupul. Lejte, ta je pa kar še tle. Ja. Pa to ne moreš verjeti. To ne moreš verjeti. Moje rogate životinjice. Gdje su moji lepotani? Lejte, tega. Tam na večeru. Ali ima on. Rogati. Ta je največ rogati. Rogati. Neverjetno. Ovako će oni biti mirniji, a vi će kod tebe tu. Jedna jabučica, druga jabučica za tebe. Dođi, Bibu. Dođi, Bibu. Dođi ti. Znam da ti plašiš. Dođi, Bibu. Znam da se ti gostiju plašiš, ali čekaj, nisi pojeo, ima jo. Čekaj, dođi. Sad ćemo naći ovdje jedan keksić. I tu. Evo ljudje, tako je tu, ko se usedeš z domačinom, pa prinese rakico, pa spiješ eno, pa prav boš še eno, pa ne moreš reči ne. Pa res je bila dobra slivovka, tako da sem 2 spil in sem mečken pijen. Mečken. Čist normalen nisem, tako da zdaj grem ke do Medvedu. In fino, da bo zajtrk tam, da bo mečken vse prišel. Mislim, vse prišel. Da ta pijanost zgine, tako bom rekel. Tole je pa zajtrk, poglejte to. Se ne vem, če lahko poju. Tukaj je tega. In zdaj, če vam to reče nekdo, ki poje res velik, verjemte, da je res velik. Lejte, pa lejte še kozo prišel. Evo, žlahta, posod žlahta, kamor prideš žlahta. Kje si ti lepotec? Aha, ja, moj zlati lepotec. Kako si ti lep? Pa ti si neverjeten. Neverjeten si ti. Ja, luškan si. Evo ljudje, zdaj čakam Mašo, da pride. Je lova Maša ali ona druga? Ljubica. Ljubica je tale. Lejte, to je neverjetno. Človeka, kar ima strah. Neverjetno.
bombon. Hoči. Sad ću da naći. Dosta ići. Sadić. Nemojte da zgu bacati. Ljubica. Vohaš. Daj bombon. Evo, zdaj sem tole končal. Zdaj pa vidim, da se tamle tudi Maša ven prišla. Neverjetno tole. Glejte, tale Ljubica je tlele. Glejte, to je kpas. Ne moreš verjeti. Čisto domačeno. Se pa še malo okoli sprehajam tukaj, te to imajo, mislim, vse domiselno, zanimivo. Tale človek, ki se je tole spomnil, ni neumen. Za otroke raj. So vsi čisto navdušeni. Tle po teh stopnicah nekam gor prideš, gremo pogledat. No, sem prišel gor. Tukaj prideš do razgledne točke. Super je tle bi eno klopco lahko naredil. Se malo boljšo kot tale. Ne da bi ga hotel učiti. Evo tle pa moji kozlički. S tem smo se že prej spoprijatelj. Kaj zdaj se me pa bojite? Ja, pridite malo k meni. Prej, ko sem jaz, so bili vsi pri meni. Od tam malih do tega ta velikega. Nisem carsko tole. Ne vem, kam gre tale pot naprej. Če vam čisto po pravici povem, se mi ne da veliko hoditi. Od tistega marša mira me še vse boli. Pa še zdaj sem pogruntal. Čim mi mečkan sonce posvet na vrat, me orang pet začne. Tako da se ga moram imeti namazati, ker se najbrž upečen. Ja, tole se pa tukaj najbrž zaključi. Ja, res. Tako da, noro dober ima mojster. Pa dajte tudi tlele kakšen razgledal. S kamero boste slabo videli, ampak verjemte mi, da je dober. No, tukaj imajo vse res lepo urejeno. Glejte, tudi tole, ki opisuje vse živali, ki tukaj živijo. Od veverc, volka, lisica, zajce, vidre, medveda, lasica, kuna, puh. Prvič slišim za puh. Glejte, luškana živalca. Ni. No, res, tole je vredno ogleda. Zgleda, da imajo tukaj tudi lame. Nisem jih še videl, ampak bom šel pogledat, kaj pa tole piše.
Drum Kraljeviča Marka. Nisem tule čist prepričan, če je D. Spodaj pa piše zabranjeno oralje. Se pravi, prepovedano je orati. Čigav si pa ti? Čigav si pa ti? Takoj, ko si me videl. Koža, prid k meni, no. Koža. Koža moj. Veš, da imam jaz take rad, kot ti. Pridi do mene. Ja, moj zlati Koža. Ja, kako si ti prijazen. Ja, veš, da imam jaz take rad, kot si ti. Ja, bogi, reveš, tam je nekaj vpraska na koncu. Lejte, tlele imajo pa tudi en lep bazenček, ki se lahko tudi vsak gost vkopa. Mimogrede evro pa puje vstopnina v ta super park. Aha, tam imajo pa še kafanica. Drugače sem pa tle dol predvsem prišel zato, ker mi je majster rekel, da imajo tle osle. Samo jih jaz ne najdem. No, takole pa zgleda WC tle spodaj, piše pa nužnik. To bi pomenil, kaj nekaj nujno. Se pravi, kad te pritisne, pa moraš nujno. Se pravi, hoče povedati, da ni glih najboljši WC, ampak ga uporabljaj sem takrat, kadar je res nujno. Dobar, jaz gor ne bom zdaj hodil, tako da ga bom kar uporabil. Lamica, kje si Lamica? Kaj mi boš ugriznila? Pazičo, Lamica, prav je, da si nesramna. Pluvaš vame. Zakaj si tako žleht? Lepotica. Lejte, kaj je s menoj naredila? Lejte, plula mi je v glava. Baraba grda. In tu čist pod reko smrdi. Mi bo še enkrat prispel na novo lokacijo in takoj najdu prijatelja oziroma prijateljco. Lejte, Koža, pridi k meni. Lejte, takoj sva si bila všeč drug drugmu, ne? Je tako. In vidim, da je lačen, ker mi je tam šnofil mi je šnofil po tamle, kam imam ruzak, pa kovček sicer res imam noter burek, dajte v teli hiški noter bom. Ampak zdaj najprej pelem tegale reveža do avta, da mu dam malo briketu, ker vidim, da je lačen. Evo, tule je tle lokalček, lep lokalček. Bliže vam ga težko zdaj pokažem, pa ga bom jutr, ker neka čudna muska nabija. Sem tudi rekel šefu, kako je to muzika? Prav regi. Jebem ti regi, nekaj domačega. Pač. Ampak zanimivo sami tujci. No, če vas še zanima, kako sem prišel do tega kraja. Prvič v življenju mi ga je predlagala umetna inteligenca. Glejte, to je tole kar veliko vsega. Gor imam da majster še kamp in ma kar veliko vsega. Bomo tu še bolj pogledali, zdaj najprej Kožata na foten. Tale ni hodulačen. Bo, pa ne glih hodil z veseljem. Koža nisi hotel iti z menoj, pa ti nisem več dal, ampak se vidim, da nisi lačen. Bi mogel dati komu bolj drugmu, ki je bolj lačen kot ti. Ne? Ja. Veste, tudi takole tole fotram takole pse zato, da tudi tole lastniki vidijo, da jim je pes plus, da ga ne bo nagnal pa ne vem kam, nikjer zapustil, ne?
Ja, sej se boš ti počasi navadil. Lep si, moj kuži. Kužika je, ne? Veste, tu sem že večkrat rekel. Psice so veliko boljše kot psi. Ne, tu je psica, je čudo. Pri ljudeh je malo drugače. Pri psih je pa psica zakon. Zdaj, ko sem kužo tu zajezdal, da vam pa še notranjost hiške pokažem, kako je tu. Evo, lejte, noter je takole preprosto. Mislim, čisto okej. Jaz ta plac niti ne bom nekaj veliko rabil, a je tlele fino, imam mizo. Tukaj mi je važno, da imam hladilnik. Aha, kam pa tule gre? Aha, ne bo šlo tle. Dobar, lep balkonček je od zunaj, se najbrž nekje druge pride. No, lejte, WC, kopalnica. Je to čist super. Se nič ne pritožujem. Tlele gor bom pa spal. Ajde, malo problem, ker moraš na WC dol hoditi, ampak nima veze, lejte. Lejte, tlele pa voda teče, pa vse. Tule bo super vrhunsko, vam povem. Tu bo vrhunsko spanje. Se veselim. Evo, čakajte, zdaj gremo pa še dol, pogledati, kaj je pa s tem balkonom. Evo, tole sem si najbolj želel, da tale terasa deluje. Da se da na noč prideti, ne. Lejte, poglejte, lepo. Stol, mizica. Evo, tlele sem si črn radlerček prinesel, pa ga bom zdajle spil. Pa en burek sem si nabavil v Banja Luki. In to je to, ker tle jim kuhna žal ne dela. Zajtrk pa bo. Tako da, super. Sem vesel vsega tega. Vesel ful. Evo, tole je pa zeljenica, ki bom zdaj tlele pojedel na terasi. Kupil sem jo v Banja Luki. Ja, sem jih zaradi te zeljenice sem jih še slišal, da ne bom kar baba rekel, zato ker si ne zasluži drugega naziva. Jaz sem tam iskal burekdžinico, pa sem še malo bolj počas po ulici, nisem sploh nečisto stavil. In ko pa vidim, no, pa seveda potegnem naprej in sem tam nekje na stran ustavil. Lejte, ni sekundo čakala, ni. No, in pol una, ki jaz na stran zapeljem ob men, ustav, odpre oken in se začne drti name. Zašto nisi vklopil žmigavac, mogla sem, da vas udarim. Pa badec rekel, samo na brzino sem pogledal, če je tle burekdžinica, ker nisem z Banja Luke, pa to ne sem bil na začetku ful prijazen. Pa treba žmigavac, da se da, kad zaustaviš, mogla sem vas, da vas udarim. Pol, ker sem pa vedel, da je tečna, sem pa rekel, gospodža, a šta da je tu dete stajalo? Da li bi i njega udarili? No, tako sem ji malo zaprl, ta gobec njen grd, bom kar tako rekel, ker je bila brezobrazna tako, da vam ne morem povedati, mislim, tega v Bosni skoraj ne doživiš, ne. Zdaj, če ima doma kakšnega deca, stara je bila tam 65 plus, bogi revež, da more tu trpeti in v takih primerih, ki pa vidiš take babe, to je baba, to ni ženska, to je baba, si pa rečem, hvala Bogu, da jo nimam. In vsa čast unmu, ki tu gleda, oziroma ne vsa čast, taki deci, ki gledajo take babe, ne, nam delajo škodo vsem drugim decem, ne, ker pol njene kolegice vidijo, kako una svojim decom dela in pol še uni korajžo dobijo, ne. Tako da moški bi mogli prezirati take moške, ki je ta, če je, ki ima to žensko, ker tu gledati se bolj obesiti, sigurno. Neč, zdaj pa pojesti tale burek, črn radler, še ne bom spil, sem ga dal v ledišče, da se fino ohladi, ker bo pa ohlajen, pa še to pojem, pol pa kar spat. Mi prav paše in tlele bom spal po mojem kotu.
tako top. Nič, mejte se. Eno vprašanje za mlajše gledalce. Ali veste, kaj je tole, kar vidite na sliki? Če veste, napišite v komentare. Pa tudi, če ne veste. Dobro jutro. No, zdaj se bom večkrat tlele sprehodil. Majster ima tlele več hiš, gledajte. Tale je mnogo boljša kot moja. Tudi večja, ne? Sej niti ne vem, a je bila na bookingu ali ni bila. Bom tudi vprašal ga pol, ali vdaje tu ali ne. Ampak, ko pa če drugega kot vdajati, ne? Glejte, pa še gore eno. No, to je celo naselje, tamle je moj avto parkiran. Zanimivo ima majster. Tole še nekaj dela. Ste kaj, edino tle mi ni mislim, bi rekel, malo me mot. Tako je bil malo sonca je in je malo vlažno mogoče, ne. Mislim, pač razmišljam, da ne toliko truda pa vsega, da bi bilo boljše vložiti na neko drugo lokacijo mogoče. No, je pa seveda fino, ker je voda, ne. Evo, glejte, tle ima celo jezero, neka voda noter preteče. Pomol. A se tle tudi zakopati ali kako? Ja, siguren se je. Siguren se je zakopati. Tak tolmun, zanimiv, ni glih najlepš, tako da bi rekel, pa ker voda malo kalna, to imamo pol ljudje strahove, kaj noter, pa kače, pa žabe, pa ne vem kaj. Ampak ja, tole bi se dalo lepo urediti, če mene vprašaš. Sej bo majster enkrat. Boste vedeli, da bo. No, tale tukaj je pa na najbolj top lokaciji, ne. Ejte, na, bi rekel, pečini. Dol spogledam na tole mini jezero, ampak meni je ful všeč. Tale je res dobra. Ejte, upam, da nekdo noter tle ne spi. Ne v reku, da ga motim, pak tukaj, da posnamem. Ejte. Ta je ful dobra. No, tle so še malo takole zrihtali. Tle ena klopca. Tle en izvir. Dulino vrelo po Dušku Trifunovič. Ful mi je znan ime pa prijemek, pa se ne morem spomniti tudi kje. Lejte, pa tako ne, človek ima ful stvari, ampak vse bi lahko malo bolj dodelal. Bi bilo bolj, če bi jih bilo manj, pa te bolj dodelane. Evo, tle je malo lepo slabčke naredil, Arhimedov put. Gremo pa še kaj gor naprej pogledati, kaj vse je. Evo, tukaj ima majster pa kamp. Dvojne goste samo. Ja, pa gledajte, lep plac. No, zdaj sem pa še dol sprehodil. Jaz sem gor, ko sem šel, nisem snemal, zato ker ne bi bil sonce na pravi strani. Zdaj vam bom pa to posnel. Mislim, ta tip ima tle teh hišk noter tuk, da si misliti ne moreš, ne. Evo, lejte, tlele so, sicer lejte, jaz sem prišel, kje sem prišel? Se niti ne vem, kje sem prišel. Res ne vem, kje sem prišel. Tamle bolj sem prišel, ampak kaj, gremo tukaj. Lejte, ko ima to tip teh hišk? Lejte, tamle spet eno. Tukaj spet eno.
Pa tamle jih je cel kup. Ampak gost sem pa jaz edini, ne. Cena pa smešna. 25 evrov. Preko Bookinga. Od tega, da je pisalo, da so vključeno 4 evre taks, da je vključeno. Se pravi, on je dobil samo 21 evrov, se pravi. Pol mu je pa še Booking vzel. V najslabšem primeru 12%, mislim, da Booking vzame. Ne? Evo, tle tudi še ena hiška, pa še tam od odzadca. Tega je še pa še. Tako da človeku tu sploh ne vem, kako se mu splača delati. Je pa res, on bi mogel tam dela novo hiško, on bi se mogel lotiti, da bi te mal poštimal. Tule je moja, mingrede, ne. Mislim, jaz mu ful želim, da bi mu to ratalo. Zdaj gremo pa kaj pa lokalček posnet, upam, da ni tisto trapasto Regi Musko zalaufal, da mi bo že zjutraj dan pokvaril. Zjutraj iščem tišino, lejte, da vodo slišim, pa ptičke, ne pa Regi Musko. Ali pa kjerokoli drugo, jaz že malo stratujem in samo, da ni muske, pa je dober, ne. V glavnem je želim majster, da bi tule mu zalaufalo. To vidi, lokalček ima pa ful tak prijeten. Bomo posneli, evo, zdaj pometa še malo. Kaj ima tole, tudi ne vem. Dobro jutro, kako ste? Malo snimam za YouTube, jel vam smeta? Ne, samo Jel ste vi tu vlasnik? Ne, ja nisam vlasnik. Aha, radite tu. Samo radim. Koliko imate? Imate dosta gostiju? Pa tako imam. Imam. Imate fino. Ja. Super, super. Još malo ovaj lokal da vam snimim, jel je fini. Evo, lejte, ljudje takole v naravi. Super, tle je bilo včeraj te LD vsi z kampa. Lejte, vse lušno. Zelo lušno. Zelo, tole so pa lepo uredili. Tako da... Ja. Je pa še ena zanimiva stvar. Tle, ko greš po Republiki Srpski, tle je veliko manj razvito, kakor v federaciji, ne. Kar je za turizem meni super. Meni je všeč, če je manj razvito, ne. Tako da... In tlele tu še malo iz poti glavnih in res zanimivo, tudi ko sem se sem vozil, narava čudovita, ne, čudovita, tako da meni kilometre tukaj sploh ni problem delati, ker je ful dober, no, opazuješ naravo, saj jaz, no, enem je vožnja problem, meni užitek. Ne, šle sem pa zdaj do avta šel, ker moram vzeti kapco, da mi ne bo plešo upalilo. Kam šel čez carinom, sigurno sumljiv s tukaj umazanim avtom, kaj mislite? Ampak, kaj čemo? Nič za to. Nimam, zdaj pa res nimam nič tacga. Nimam drona, nimam računalnika, nič nimam, tako da zdaj me pa naj celega pregledajo. Čečijo, noben problem. Evo, zdaj sem točno izvedel, zakaj se gre. Ta gazda je slikar in lejte, tukaj ima galerijo svojih slik. In pač to lahko vsak pogleda. Zanimivo. Mislim, se veste, jaz nisem glih z likovno umetnostjo bliz, ampak zanimivo zavedati, lejte, tole je pa zaboj, kjer je ponavadi bila municija vojaška.
No, tole bi me pa bolj zanimalo. Biblioteka, se pravi knjižnica. Glejte, točno takle pisalni stroj smo imeli. Točno takle pisalni stroj. In vidite, je bilo problem, ker se je tule, takole, če jih več, se je tu ustalo točno tako, kot je bilo. Ja, glejte. Aha, lejte, Lonely Planet, Western Balkan, Azteki, Maji. No, tlele bom jaz preživel ene 5 do 10 minut, saj, ker knjiga je pa nekaj, ki me pa zmeraj pritegnem ali pogledam. In lejte, tam lovno 5. kolona, ti je bilo zanimivo videti. Ja, tole mi je spogledal. Tanjuk, to je bila tiskovna agencija jugoslovanska. Dragi gledalci, tole je pa gospod Boro Janković, lastnik tega naselja, tudi slikar, kogar ste prej videli, smo njegovo galerijo pogledali, zdaj bo pa še par stvari povedal. Dobar dan, gospodine Boro, možete da kažete više o tom vašem turističkom naselju? Dobar dan i pozdrav svima. Ne znam dobro slovenski, ali ću da učim. Ovo mjesto Zelenkovac nalazi se na 840 metara nadmorske visine u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Najveći centar u blizini je Banja Luka, lako se dođe ovdje. Ovdje ima jednu tradiciju, mjesto traje oko 40 godina, je krenula gradnja ovih malih kućica od jedne male vodenice. Ja sam slikar po zanimanju, pravio sam sebi atelje slikarski i onda sam polako gradio, korak po korak, ovu glavnu kuću i ostale ove kućice. Mi smo nalazili stare kuće u selu pa smo ih dovlačili ovdje pa smo ih preuređivali. Neke smo pravili od ovih novih materijala, ali uglavnom sve u skladu sa prirodom. Imamo sad 8 bungalova, ovaj glavni objekat, imamo ovdje pozornicu za festivale, imamo jedno malo jezero i imamo kamp. I mi smo ovdje, bavimo se pomalo kulturnim radom, koncerti, večeri poezije, likovne kolonije, u međuvremenu to organizujemo i pomalo se bavimo turizmom. Ne znam šta mnogo još reći, osim da kažem da su svi ljudi dobrodošli, da volimo prirodu, umjetnost i volimo ljude koji su slični nama. Sad ja mogu da odgovorim još na neko pitanje. Recite mi da li dolaze ljudi iz Slovenije? Pa imamo dosta ljudi iz Slovenije, ima mlađih ljudi, bajkera, ima ljudi koji baš vole prirodu, jer ovdje je priroda netaknuta, čista je, nije mnogo uređena kao u Sloveniji, upeglana, ali je slobodna. I to ljudi vole kad dođu ovdje. Imamo prijatelja puno u Sloveniji, ostale su tu neke veze od ranije sa ljudima iz bivše zemlje, a i ljudi koji vole ovakav način života dolaze nam često. Super. Šta može čovjek kad dođe tu kod vas, šta može da doživi? Šta ima tu da se vidi? Ima neke zanimljive tačke? Pa prvo dolazimo u sred šume, u prirodu. Trudimo se da ta priroda bude netaknuta, da bude onako baš kakva jeste. I u toj šumi koja nas okružuje imamo mnogo staza za šetnju. Iznad je planina Lisina, visoka je oko 1500 metara, s druge strane planina Dimitor i cijeli dinarski masiv planina se nalazi ovdje sa mnogo izvora i rijeka koje se mogu tu pogledati u okolini. Imamo kamp
imamo malo jezero, imamo te bungalove i nudimo tako odlazak obilazak prirode ovdje u bližem okruženju. U blizini se nalazi stari grad Jajce sa vodopadima, Šipovo sa prekrasnim rijekama, Ribnik, Mliništa. Znači, okružen smo jednom fantastičnom, lijepom prirodom. Super. Tu je verovatno i puno mogućnosti za bicikliranje, je li tako? Naravno, u blizini imaju biciklističke staze, imamo odavde, nije mnogo udaljen vizitor centar, gdje se mogu i rentirati bicikli i imaju označene biciklističke staze, da li asfaltnim putevima, malim makadamskim putevima, šumskim putevima, znači postoje staze za različite kategorije. Tamo postoje i penjalište za climbing, imamo, to je sve u neposrednoj blizini. Također se može organizovati i rafting na rijeci Vrbas, a planinarske staze su isto idealne ovdje za obilazak ovih planinskih vrhova. Puno vam hvala na tim informacijama i ja vam želim da vam što bolje ide sa ovim prekrasnim krajem. Hvala i vama i dobrodošli. Hvala. Zdaj sem pa prispel na jezero Manjača, to je na planoti Manjača. Tukaj so kar cesto zaprli, čeprav v Googlu je in moraš tlala noter iti. Zanimivo je, sem mislil, da grem po tej cesti naprej, ker bi pol po bližnjici šel naprej. Pa je prepovedano, tamle vidite en tudi lep lokalček, kamor se človek usu. A neč, jaz se bom malo sprehodil, pa sam da vidim, kako je. Je pa tle, ja, zgleda fino za kopanje. Tole imajo v Bosni velik problem, lejte, smetine. Vse mečejo, niti ne praznejo, pol še veter raznese. Lejte, vse posod, se pol človek nima vole v takem kopat. Le vidite, tamle tule veter piha, papir prenaša, mrskej še noter gre, ne. Tu je pol katastrofa. Zdaj sem pa že v Banja Luki. Iskal sem en lokalček ob reki Vrbas, da bi šel kavico spiti takole na tukle blizu, da gledam reko. In sem ChatGPT vprašal in mi je dal, da je tukaj lokal. Res je en lokal, sem je ful bolj stran. Drugače pa tukaj ima je ful lepo urejeno. Tamle nazaj za menoj, tudi lepo kopališče. Tudi voda je videti čista, videti, ne vem če je. Lejte, povsod so takole neke mize, celo neke vrste ležalniki, plaža, lepo urejeno, tako da sploh nimajo tako slabo, no. Ampak glede na to, da ni čisto vod ta lokalček, ne bom šel na kavico. Bom šel kam drugam, mogoče celo še kaj pojest. Ne vem, sem tukaj zdaj zadnje dni, da sploh nisem lačen. Če en dan ne pnečijo, ne bi bilo čisto nič narobe. Tako da nadaljujem pot naprej, žal proti domu. Ampak tako je. Vsega lepega je enkrat konc. Evo, ravno kar prispel domov. Vožnja bila kar naporna, ker je od Zoom kazalo 36 stopinj, tako da je bilo vroče za znort. Seveda jaz pa ne laufam klime, ker
če pa laufam klimo, to me pa čisto ubije. Še posebej pri taki temperaturi, da ti noter ful uroče, vse udarja tam nekje po mrzlu, tu sem jaz bolan pol en mesec. No, zdaj kakšni so vtisi? Vtisi so fenomenalni. Ful sem vesel, da mi je uspelo prehoditi ta marš mira. Tu je izkušnja vredna vsaj 10.000 evrov. Zdaj, če kdo tu zastop, zakaj je tukaj redna, super, tisti, ki ne razume tu, pa pač se mu ne bom niti poizkušal tu razložiti, ker pač ne bo razumel. No, pol tole je bilo tudi super izkušnja z medvedom, pa nasploh, jaz sem ljudje tako užival. Meni je tako luštno potovati sam, pa z avtom. To je svoboda, to je čisti užitek. To je res neverjetno. Neverjetno en sam užitek, no. Je pa res, da majčkeno uroče je bilo. No, ali pa niti ne. Tam, ko sem bil na planini Ozren, zjutraj ni bilo vroče, pa tudi pol je bilo normalno, tlele nazadnje tudi ne. Ampak na pohodu je bilo par dni majčkeno vroče, drugi pa tretji dan rečemo, ne. Drugače je pa kar bilo okej. Tako da ful sem vesel, res, ful sem vesel. Zelo je bilo luštno. Nič, zdaj pa novim zmagam naproti. Zdaj en cajta delovnim, pol pa spet na kakšen kratek izletek, majčken skok na morje, na kakšen enodneven izlet. Pa bo poletje minil. Pol pa novi izzivi. Nič, hvala, ker ste to pogledali do konca. Če niste prvega dela gledali, to je ta marš mira, ki se je pač šlo do Srebrenice oziroma Potočarjev. Poglejte, povezavo imate v opisu videa. Napišite kakšen mnenje v komentar, kako se vam je zdelo. Naročite se na moj YouTube kanal, če še niste naročeni. Pa se vidimo v novih dogodivščinah. Hvala.